grški novinarji in novinarke izražamo podporo našim grškim kolegom in kolegicam, ki se te dni tudi s pomočjo sodišča borijo proti ukinitvi javne ERT, za kar se je protiustavno, protidemokratično in brez kakršnekoli javne, strokovne, transparentne razprave odločila vlada Antonisa Samarasa. Menimo, da je nujno upozoriti, če tudi se to dogaja v Grčiji, torej da so nekatere stvari svete. In ena od takšnih je zagotovo javna funkcija, ki jo posebej v času krize upravlja nacionalna televizija. Novinarji protestirate proti ukinitvi grške javne televizije, najprej pred Evropsko hišo v Ljubljani. Zakaj je ravno pred to institucijo? Evropska komisija je eden od, če tako lepo povem, pa ni ravno lepo vsi skupaj partnerjev v teh zloglasnih trojkah, ki očitno hodijo po Evropi in delajo red, ampak red po meri ne vemo koga pravzaprav. Ker če je rezultat delanja tega reda to, da se čez noč izbriše javna RTV, ki je eden od temeljev demokracije, brez javne razprave, brez tega, da bi javnost povedala, kaj hoče in česa ne, brez tega, da bi strokovna javnost, ki pozna medije, ki jih spremlja, povedala, kaj delajo javne RTV hiše dobro in česa ne in kje bi bilo treba začeti, potem to vsekakor ni dobro. Potem je to grožnja in opomin tudi vsem ostalim državam. To se lahko zgodi tudi vam. Boste pa danes upozorili tudi na položaj pogodbenih delavcev v novinarstvu, pojav, ki je v Sloveniji vse bolj pogost. Nedvomno vse, v bistvu so problematike povezane. Torej, grška vlada se je odločila izvesti varčevalne naloge, ki jih nalaga trojka, na takšen način, da enostavno ukinja institucije. Podobno ravnajo uprave naših medijskih hiš, ki so se odločile, da bodo stroške dela nižale z metodo, ki je popolnoma nesprejemljiva. Torej, da brez jasnih kadrovskih in razvojnih načrtov in brez da bi vedela, kaj bo storila s svojimi najmlajšimi in najbolj kreativnimi sodelavci. Kaj se zdaj dogaja v novinarskem, več po tem odsehu oziroma poklicu, je zadnje čase zelo očitno videti ne samo neko devalvacijo poklica, ampak tudi devalvacijo sorazmerno temu delavskih pravic. Dogaja se v bistvu napad na novinarje v smislu, da se morajo naprej odreči svojim pravicam iz dela. Dogaja se to, da se govori, da ne smejo biti zaposleni za določen, kaj še nedoločen čas, da so samo lahko pogodbeniki. Skratka, spreminja se jih v temu zelo grdo besedo, ampak vseeno v tem kontekstu pogodbenike, ki so na razpolago 24 ur na dan in brez kakršnekoli jamranja pod narekovaj morajo delati vse, kadarkoli, karkoli.